Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ona on odnosi. Ona on odnosi portal je za vse tiste, ki si želite ene osebnostne rasti, strokovne podpore, globih odnosov. Gor so podcasti, predavanja, delavnice, skupine. Tako da lepo dobrodošli, da gledate na spletno stran in si mogoče še kaj več pogledate. Danes pa jaz z veseljem gostim mojo prijateljico, študentko še VKT terapije, ne? Ali si že? Psihosocialne pomoči pravzaprav. Psihosocialne pomoči, ok, ja. Tako se reče. Končujem zdaj, ja. Končuješ psihosocialno pomoč. Katja Lavrih, lepo pozdravljena danes pri meni. Jaz veliko lepih stvari lahko rečemo o Katji Lavrih, da je mama, žena, ne? Pa še marsikaj drugega boš pol tudi sama povedala. Bi pa verjetno ni glih veliko ljudi, ki te ne mara, ne? Ampak mislim, da tudi če te kdo ne bi maral, pa ne mora reči, da si dolgočasna. Da pa, to pa čisto vsi, ki te poznamo, pa lahko rečemo, da si zanimiva ženska, da si marsikaj dala v življenju skozi, a ne? Da imaš kaj za povedati. In jaz lahko rečem za sebe, da je meni s tabo vedno zanimivo. In zato sem te danes tudi povabil, no, da kaj več poveš, kako ti živiš odnose, kako sta vidva s Petrom, ki je tvoj mož. Bi pa za začetek povedal v bistvu eno anekdoto, kako so se midva sploh spoznala, in to je v bistvu že 17 let nazaj, ali nekaj takega. Namreč takrat je Katja vodila en oratorij, jaz sem bil še bogoslovec takrat in sem ji pomagal. In je ona je takrat rekla, da naj molim, da bo zanosila, ne? In je potem res bila noseča. Ne vem, če si mi že takrat, ko si me prosila, si takrat že bila noseča, ne? Tako da se ti je že takoj... Sem že bila, pa nisem vedela, ja. Tako, ja. In midva sva se takrat trudila, se spomnim, te otroke povezati. Bil pa tam en poseben otrok, ki je bil tako zelo na spektru avtizma, no, tak avtist, ki ga najprej niso sprejeli. Midva so se trudila, da bi bilo neko dobro vzdušje na tem oratoriju. In potem se je zgodil en dan, da smo imeli kviz in je bilo pa za eno ekipo zelo pomembno, da zmagajo, in so zmagali glih zaradi tega, ker je ta avtist vedel ta zadnji odgovor. Že vem, kateri je. Ja, in takrat so ga tako lepo sprejeli in so vsi mu ploskali in bilo zelo lepo veselje takrat. Pa še ena zanimiva stvar se je zgodila, ki jaz ne moram pozabiti. Jaz sem bil takrat star 19 let, 20, tam nekje, no, 19-20 let. In noseči ženski, ker še nisem vedel, da je noseča, no, nekam so se pelala nek material iskati. In Katja kot noseča rekla, jaz sem tako lačna. Nič ni rekla, nekaj kupam za jesti, ampak rekla, jaz sem lačna. Potem grem jaz na Petrol, ker so bilo treba avto tankati, in sem pač na Petrolu videl ene jabolke in sem kupil jabolke na Petrolu. In ona kot Primorka, ne, ona živi res na deželi, ne, tam so res super paradižniki in vse to lepo naravno uspeva. In reče, nikamor drugam mi nisi mogel kupiti jabolk, ker na Petrolu. No, danes Petrol prodaja že kruh, solato in tako naprej. Dobro, nisva tukaj zato, da delava reklamo Petrolu. Katja, najprej me zanima čistko, danes si študentka psihosocialne pomoči, tako se reče. In pa še veliko drugih stvari si, ona, tako teologinja si, verouk si učila. Mogoče čistko za vse te stvari, ki si jih poklicno razvila, a bi lahko že rekla, da obstaja kakšen začetek čisto v tvojem otroštvu, mladostništvu, da te je to že zanimalo, da si že videla, da je to že vplivalo na to tvojo karierno pot? Ja, preden začnem odgovor na to vprašanje, pravzaprav ful hvala za ta lep uvod, nisem to pričakovala, ampak lepo je to slišati. Zagotovo imaš res v življenju veliko ljudi, ki te imajo radi, ampak je tudi
Tudi pač nekje 1/3 tistih, ki te pač nimajo, ne? In na to nimamo vpliva in včasih sem se mogoče zaradi tega, ne vem, sekirala, ne, v bistvu in sem bila zaradi tega nemirna, če te nekdo ne sprejme, pa ne, ampak danes po vsej tej življenjski poti in tudi študiju psihosocialne pomoči pač res spoznaš in spremeniš, ne, te misli, to razmišljanje, ko vidiš, da pač nimaš vpliva na to, ne. Ne, pač če te nekdo nima rad, pač nima rad, ne, in zdaj zaradi tega moje življenje ne bo zaradi tega zdaj slabo, ne. No, to tako lepo vod, to v bistvu, ko si pa začel ta pogovor s tem fantkom, ne, tudi se spomnim še imena in tako, velikokrat razmišljam o tej zgodbi, ne. Jaz sem bila ravno takrat v bistvu noseča, pa nisem še vedela. Takrat mi je bilo zelo slabo, če se, ne vem, mogoče spomniš tega. In res tam v tisti gneči, ne, teh otrok, ne, bil ta fantek, ne. Še zdaj ga vidim in kako ga niso sprejemali, ne. Kako ga niso nikakor, in mi dva sva to opazovala tam iz tistih mizic, kaj bi mi dva naredila, da bi tega fantka sprejeli, ne. In potem smo imeli ta kviz, ne, in smo dali težko nalogo, ne, pravzaprav tudi tiste punce odličnjakinje, tudi pri verouku, ker sem pač učila verouk, ne, ker sem vedela, da bodo itak vedle, ne, ampak po vrsti 10 božjih zapovedi je pa težko, ne, poznajo 10 božjih zapovedi, ampak po vrsti jih našteti pa je težko. Osnovnošolcem, ne. Tako, ne. In ko smo dali to vprašanje, kaj je bilo na koncu, ampak po vrsti je treba to, ne, našteti, je ta fantek, ne, edini, odločilno je bilo in 10 točk je bilo, ne, to vredno. In jaz, ne vem, Jani, če se ti spomniš, kako so ga trepljali po ramah, kako... On je bil zmagovalec. Zvezda. Iz tistega fantka, ki ga niso hoteli sprejeti, je bil zvezda, ne. In zanimivo, kolikrat jaz sem pa pod srcem nosila pač že bitje, ki je bilo potem tudi, ne, ko se je rodilo tudi otrok s posebnimi potrebami in je še vedno pač otrok s posebnimi potrebami, ne. In je danes star on 16? 16 let, to 17 let nazaj, ne. V bistvu ne vede, kot da bi se pripravljala, ne. Ne vem, ali nam to res Bog pošilja, ali kako, ali ta znamenja, ki jih mogoče včasih ne vidimo, ne, ampak kot da bi se pripravljala na to vlogo, kako pravzaprav pomagati, ne, da bom dobila lastnega otroka, ki bo zelo bolan in ga pravzaprav vključevati, ne, v družbo, da ga bi vrstniki imeli radi, ne. Velikokrat sem to razmišljala, a so bile to moje priprave na to moje kasnejšo pot, ne. Eno znamenje, da je lahko tudi nekdo, ki je prikrajšan za veliko stvari, kakor smo povprečni ljudje, da je lahko tudi zvezda. Tako, da je tudi zvezda, ne, ker je prikrajšan mogoče za tisto, kar mi, ne, naša družba, ne, tako ti okviri, ki so, ne, v bistvu, ki jih mi rečemo, zdaj ta otrok je pa zato prikrajšan. Mogoče je na boljšem kot mi, ne, pa mi ne vemo, ne, ampak te okvire, ki naša družba, ne, zdaj pričakuje, ne, to je ta nek okvir, ne, ker je iz tega okvirja ven, ne, je pa ojoj, bogi, ne, ojoj, ne, ampak v bistvu lahko postane res zvezda, ampak je pa dostikrat odvisno od nas ljudi, ne, kako bomo mi v bistvu, ne, takega otroka ali pa neko osebo, ne, ki je v tej ranljivi skupini, ne, pravzaprav predstavili, kako jo bomo zastopali, kako bomo mi sprejemali, ne, mi tisti, ki smo v teh okvirjih, ne. Se je verjetno težko, tle se mi zdi vedno tepe to, kako, imaš, ne vem, koliko sva imela midva takrat otrok na oratoriju, verjetno ne 30, ne. Kakšnih 30, 150. Ja. No, ampak tako, recimo, da niso se vsi družili, ne, to so bili različne starosti, cela osnovna šola, ampak se pravi ti kot vzgojitelj ali pa kot vodja oratorija ali pa včasih tudi kot starša, ne, imaš zdrave otroke, in imaš enega otroka s posebnimi potrebami, kako to krmariti, a ni to ena taka res umetnost, da ne zanemaraš, zato ker taka ima posebne potrebe, jih ponovadi tudi zelo jasno izraža. V bistvu on že samo s tem, da se tam pojavi, takoj starš ali pa vzgojitelj čuti, tukaj on potrebuje mojo pozornost. In če se prepusti, starš samo temu, kaj je nujno, ker tam je vedno nekaj nujno. Lahko zelo pozab, tako ti imaš tudi tukaj Pavli, Pavli je koliko star?
Zdaj bo 7 let, ja. Pavel, ja. Okay. Ja. 7 let, a ne? In verjetno že 7 let tudi ti biješ malo to bitko, da Pavel ne sme biti zanemarjan, a ne? To je v bistvu pravzaprav, ko smo imeli samo Ivana, ne? In jaz sem ogromno se ti odpre, kadar imaš potem še zdravega otroka, ne? Mi pač v bistvu nismo imeli teh referenc, ne? Kako je imeti še zdravega otroka, kaj pravzaprav zdrav otrok zahteva, ne? Jaz sem si tako, vedno sem idealizirala, ne? Imeti zdravega otroka, sej to je pa takole. Piece of cake. Ja, tako, ne? V bistvu pa ni tako, ne? Naprimer Ivan, ne? Ivan je zdaj star, torej 16 let, in je pač zelo bolan, on ima težko motnjo v duševnem razvoju, ne govori, je sicer hodi posebno v šolo, vsak dan gre za 7-8 ur v šolo, ne, in potem pride domov, ampak tako otrok pravzaprav, kakor je naš Ivan, ne, s tako motnjo, ne, on ima na nek način malo potreb, ne. Ivan, on je zelo hitro lahko zadovoljen in njemu moraš res nuditi tisto, da ga imaš rad, da mu pokažeš, da ga stisneš, da se on rabi ogromno tega dotika, ne, in on se nasmeje, pa da ga malo pelješ okrog, pa da vidi različne stvari, ne, pa tako, ne vem, pa tudi rad ima galerije, muzeje, morje, tako vse, ne, in ampak to je malo potrebno, pri zdravem otroku, ne, on pa rabi veliko, ne, tudi kreativnosti, a ne? Tako, kreativnost, ne. Bolan otrok ni, mislim, kakor je Ivan govorim, ne, so tudi bolni otroci, ki so lahko tudi kreativni, ne. A greva mogoče samo zato, da bodo tudi poslušalci razumeli, čisto od začetka, kaj sploh Ivanova diagnoza, kdaj ste jo zvedeli, kako vas je to šokiralo, a ne, tudi verjetno, jaz si predstavljam, da si ti imela neka pričakovanja, a ne, dosti pozno sta se vidva tudi odločila za otroka v primerjavi z drugimi, a ne, a ne, si imela neka pričakovanja, kako bo tvoje življenje izgledalo, kaj v življenju si želiš še izkusiti, videti, narediti, in pol je bil nek šok, a lahko mogoče o tem malo, čisto zato, da ne bova prehitevala, ker si predstavljam, da je za poslušalce lahko zmanjka nekaj vmes. Zmanjka nekaj vmes. V bistvu se je zdaj prav, ker sem imela tudi na fakulteti predmet neumiranje, smrtni paliativno oskrbo, sem prav tako si predstavljala, kako je šla ta moja pot pravzaprav žalovanja. Ne? Najprej tako, vse ob izgubi, torej Ivan se je rodil čisto zdrav otrok. Prvo leto je bil Ivan popolnoma zdrav, on je že rekel prve besede, pri 10 mesecih je shodil, res, vedno pediatrinja poudarila, kako lušnega fantka imamo, ne. No, potem pa pri enem letu smo tako opazili, da malo mu kinka glavca, no, ampak nič takega, mi smo šli, pediatra nas je poslala na EEG, ne, ko dajete elektrodice na glavo, da vidimo, kaj se dogaja, in so rekli epilepsija, ne. Ampak, rekli so epilepsija malih otrok, ki bo malo izvenela, malo bo dobil zdravila in bo prognoza bila super. Ne? Se pravi, bi on, če bi ostalo pri tem, bi potem kot osnovnošolec lahko bil čisto redo. Čist se normalno razvijal, tako kot vrstniki in tako naprej. Ampak potem kasneje, ko smo šli na magnetno resonanco, so pa pri Ivanu pač odkrili, da se gre za kortikalno displazijo desne možganske hemisfere, to pomeni, da je spremenjena možganska skorja, ne, na desni strani, ne, možganov, ne. Ampak spet to ni spet nekaj tako grozno. Zdaj to že znajo kirurško operirati tako, ta kirurški pristop je zelo dober, uspešen in tako naprej, tako da mi smo bili 10krat v Nemčiji, ko smo hodili tudi na te preiskave, ne, pravzaprav na diagnostiko, ne, kako bi njemu pač naredili to operacijo, ne. Ampak, to je tudi verjetno bilo finančno. To je vse pediatrična klinika pošilja v Nemčijo, ker sami še tukaj ne operirajo epilepsij. Krije pa zavarovanje. Vse zavarovanje krije. Tako, mi smo imeli krasnega neurologa, imamo mi v Sloveniji, ne, doktor Sredkarja, to je res izjemen zdravnik, neurolog. Tako da zelo dobro smo sodelovali in brez težav hodili v Nemčijo in tako. Gor smo imeli tudi zelo dobre neurologe in kirurge. Tako da Ivan je moral, mi smo res morali kar veliko, no, glavnem, torej, ko smo mi to zvedli diagnozo, to je bil šok, ja. To sem hotela, kako gre to potem, ne? Ja. Že epilepsija je bila ena majhen šok, ne? Absolutno. Že ko so rekli epilepsija malih otrok, meni je bil to šok, čutila sem, ne vem, vse možna čustva, to je bil cel koktel teh čustev, jezo, nekaj časa krivdo, nekaj časa resno, zelo težko, zelo
zelo sem jokala, se spomnim takrat v bolnici. Ivančka sem tako držala ob sebi, vem, še tiste solze moje so padale, na njegov obrazek, prav spomnim se tisto, tako se mi je smilo. Ne. Res tudi veliko kriv, da sem mogoče čutila, kaj sem narobe naredila in tako naprej, kaj je bilo narobe tisto, da je to njemu povzročilo. In potem, ampak potem je bila prognoza, nekako je prišel ta nevrolog, je to povedal, da to bo izvenelo in tako in se nekako pomiriš. Ne. Ja, vendar sam ni bilo tako, ne. Napadi so se vrstili, imel je po 300 napadov na dan, epileptičnih praktično mi spanja nismo poznali več. Bilo so trenutki, ko je bilo res samo za preživetje, ne. Mož je še hodil v službo, iz dneva v dan je šlo res samo, da preživimo tisti dan. Bili so tudi trenutki, moram priznati, ko sem rekla, Bog vzami vse skupaj k sebi. Preprosto ni bilo več, jaz nisem več neke trenutke zmogla. Ni bilo več, ker jaz nisem imela teh osnovnih potreb, kot je spanje. Ne, zadovoljen. In spanje se mi zdi, je pa temelj za vse. Lažje zdržiš cel teden brez hrane, kot pa ne vem, brez spanja. Ne. To je ni primerljivo. Ne. Tako da je bilo res grozno, tudi Ivan je bil kot rastlina, res, tako se mi je smilo, ne znam povedati. No. Ampak potem, ko so naredili to magnetno resonanco in so rekli, da je kirurško možno to operirati, smo šli v Nemčijo, vse diagnostike, on je bil ena diagnostika, pa da ne bomo o tem govorila, da se ne bi preveč, da ne bilo preveč dolgočasno, no, ker so tako specifične stvari to. Bom rekla tako, ena taka najhujša diagnostika je bila, ko so njemu odprli glavico, ne, poleg vseh teh drugih diagnostik, ne, in so mu direkt na možgane, direktno položili take ploščice z elektrodicami, da so točno nevrologi spremljali prek računalnika, kaj se dogaja, kakšna aktivnost v... Kje ima on epilepsijo? Kje ima on epilepsijo? Oni so želeli odkriti žarišče, zato da bi tisto žarišče odstranili in da ne bi več povzročalo epileptičnih napadov. Tako, ker vsak epileptičen napad okvari možgane, jih poškoduje in ta zgodnje obdobje, ko se možgani najbolj razvijajo, ne, je to lahko zelo usodno za otroka. Ne. Ker če bi človek dobil pri 20 letih epilepsijo, ne bo skoraj, verjetno lahko pride do malih poškodb, ampak ne bo neke bistvene, grozne težav kasneje. Ne. Ta zgodnji razvoj, ki se možgani najbolj razvijajo do tega 5. leta, ne, je pa to lahko zelo usodno. Ne. In njemu so na koncu pravzaprav rekli, ampak možgani so plastični, ne. Možgani se lahko nadoknadijo veliko stvari, ne, kar otrok zamudi, ampak mora biti v tem zgodnjem otroštvu. Ne vem, če bi on pred 2 letih operiran, bi lahko ogromno, ne, naprimer možgani nadoknadili. Ne. Ampak on je pa potem so dali to diagnostiko, no in ni prinesla rezultatov. Edino zadnja diagnostika, ki so pa njemu naredili, torej bil je 10 dni z odprto glavo, s kabli ven iz glavice, moral ležati na postelji. Mislim, to je bilo res, to je tako utrujajoče, to si človek ne more predstavljati, če ne prova. Ne? No, druga diagnostika, ki je pa res prinesla neke rezultate in smo si res obetali neko rešitev za Ivana, je bilo pa so mu v bistvu, temu se reče kalozotomija. Pomeni, da so mu dobesedno prerezali oziroma prekinili povezavo med levo in desno hemisfero. Korpus kalozum. So mu prerezali. Ja, tako. Korpus kalozum povezuje levo in desno hemisfero in da so videli in res napadov ni bilo na levi strani. Ne. Se je res dogajalo tle nekje na desni. Ne. Ampak žal, in smo rekli, super, zdaj bo operacija, njemu bodo v bistvu celo desno hemisfero prekinili, tako da desne hemisfere on pravzaprav ne bi imel. Ne bi uporabljal. Tako, ne bi sploh bilo, ne bi bila funkcionalna, on bi živel dejansko samo s polovico možganov. Ena deklica tukaj v Sloveniji živi brez leve hemisfere, isto je bila tako operirana, je danes, pred 3 letih je bila, je danes v redni osnovni šoli, pridna, no, sem zdaj grdo tako čudno besedo izrazila. Z vrstniki gre naprej. Se pravi, se da opolnomočiti z eno polovico. Zelo možgani so neverjetni, to prevzamejo funkcije, samo to mora biti dovolj zgodaj. Ne? No, in potem, ko smo naredili to ta zadnjo in čez 4 mesece so se vrnili napadi. In smo šli nazaj v Nemčijo, so rekli, se zdaj bodo pooperirali in so naredili še eno diagnostiko in je rekel,
kirurg, takrat, no to se pa spomnim, ne, do takrat je bilo naše upanje, do takrat smo mi živeli samo za Ivana do 6. leta, samo za njega. Prijatelje smo praktično izključili, nismo imeli stikov. Moje delo je bilo samo terapija z Ivanom, nega z Ivanom, učenje z Ivanom. Spomnim se, kako sva po stopnicah hodila, ko sem mu nogice prestavljala, vsako nogico posebej. To je bilo lahko po 3 ure na dan, to je bilo 1000krat treba, da se je naučil hoditi pa lahko je že naslednji dan spet pozabil, pa spet ne. Jaz sem hotela čim bolj možgane, da ne bi jih pustili pri miru, ne. Da kljub tej bolezni, kljub tem hudim napadom vsak dan, da bi trenirali. To je bilo res samo terapija cele dneve. Ne. Takrat ste imeli vi neko upanje, v nekem vibu, borbe ste bili za njega, dajmo ga rešiti. Tako, ja. In bili skoraj res, upanje je bilo res močno, ne. In res, ampak smo bili pa tudi izčrpani. Ne. V bistvu se nismo še zavedali takrat. Ne. Koliko je bil takrat on star? Ko smo zvedeli, da ne bo hočem povedati, in to pri 6 letih je v bistvu smo šli, in je prišel zdravnik in je rekel, operacije žal ne moramo narediti. In takrat se spomnim v Nemčiji, meni se zdi, da so se tako, da sem lebdela v tistem prostoru, da tako kar oddalec sem po te glasove slišala od zdravnika, ne, da sploh jih nisem, ne vem, tako vse neko lebdenje. Ja, kakor da ti nekdo umre. Ne? Ja, izguba, res konec, Ivan bo otrok s posebnimi potrebami, ta beseda s posebnimi potrebami, celo življenje. Ne. In potem nekako, smo se nekako začeli odpravljati domov z avtom iz Nemčije, ne, Ivi je tako sedel, jaz sem ga primila za roko. Lahko sem dam vprašanje, če se spomniš ali pa če te ni težko povedati, zakaj, je bilo preveč tvegana operacija? Ja, preveč bi bila tvegana. Niso mogli, ker so se spet neke neznanke pojavile in niso mogli v bistvu z gotovostjo, premalo je bilo možnosti, da bi prišli z gotovostjo do tega, da je žarišče na desni strani, ker Bog ne daj, da bi bilo potem še na levi strani žarišče in da bi to operirali, on bi še več izgubil, kot je imel. On bi potem imel še parezo po levi strani, lahko bi izgubil še določene druge funkcije, ne? In še tisto, kar je pridobil, bi lahko izgubil. Tega so se oni bali. In koliko je bil takrat star, ko ste za to? 6 let. 6 let. Ja, 6 let je bil to star, ja. 6 let tik pred šolo, ne. In potem smo šli domov s Petrom, nisva skoraj nič komunicirala takrat z možem, ne. Peter je peljal, jaz sem vzad pri Ivu sedela, sem ga držala tako za rokico in tako sem gledala ven skozi okno, tista polja koruzna tam, to je klinika na vasi, ne, na podeželju. Nemci imajo veliko teh podeželskih klinik, ne, in smo šli tako mimo enih koruznih polj, to je bilo na Bavarskem, no, in jaz sem tako nebo pogledala, po v bistvu grozna žalost, ker Ivi se ne bo nikoli pozdravil, ne, po drugi strani pa sem si rekla, vojne je konec. Se od tega stresa, ne? Ja, prav eno olajšanje. Ne? Zdaj pa treba sprejeti, zdaj pa to je naš Ivan, on bo otrok s posebnimi potrebami, ampak to je naš Ivan. Ne? Ampak verjetno takrat ni čisto dokončno prišlo to sprejetje, ali pa da ste odžalovali, da nikoli več on ne bo zdrav. Ne, kje pa, to je potem bilo še, potem je šel pa v šolo, pa seveda spet borba, ne bo šel v posebno šolo, on bo šel v šolo, vsaj v nižji izobrazbeni standard. Ne. Vedeli smo, da bo otrok s posebnimi potrebami celo, to smo nekako dojeli, ampak ni bilo točno, to ni bilo še konc. Ne. Šel je pa v šolo in takrat se pa začne, takrat je pa vidiš vrstnike kolegov, ki so šli normalno v redno šolo in tako, tvoj otrok pač ne more iti. Ne. In smo se nekako zborili, da je šel v nižji izobrazbeni standard. Tako seveda, tukaj je potrebno ogromno dela s takim otrokom, da res dosega tiste standarde. Ne. Seveda učitelji pač ne bodo vedno šli naproti staršem, ne, in tako naprej, ampak tukaj jaz nobenega ne krivim, pač to so res zahtevni procesi. Vsak ima tudi neko svoje prepričanje teh pedagogov. Tako, tudi specialni pedagogi imajo, eni so res krasni in imajo res, jaz jim bi dala, ne vem,
ne vem, kakšna odlikovanja, ker so res tam z dušo in telesom in so res predani tem otrokom, ne. Nekateri pa, jaz pravim, si pa ne zaslužijo, no, tega naziva, res, veliko ljudi, mislim, veliko različnih, ne, smo srečali, ne. In tako in potem sem to videla, da je to res eno mučenje, no, Ivana je se rekla, pa ne bom zdaj povedala, kam smo ga dali, no, da ne bi tukaj delala kakšnim, zdaj, no, da se ne bi kdo slabo počutil ob tem, ampak potem smo ga pa prepisali iz te šole in smo ga dali na center Iris v Ljubljano za slepe in slabovidne, takrat smo imeli zelo lepe pogovore in tako, ampak še vedno smo ustrajali v nižji izobrazbeni standard, torej še vedno šolo, ne, tako šolo, da bi on mogel standarde dosegati, ne. In se spomnim, da smo šli takrat na pogovor v to, na komisijo za usmerjanje, da psihologi nismo se nekako dogovorili, no, da gre res v nižji izobrazbeni standard in potem, ko sem jaz prišla domov, no, to je bilo pa mislim, da tisto sprejetje, ko sem rekla, ok, zdaj pa res ga sprejemam, ne. In sem prišla domov in jaz sem se tako zjokala. In ko sem še Ivana pogledala, sem rekla, pa kaj mi od tega otroka zahtevamo? A so to zaradi naših želja, zaradi naših pričakovanj, bom jaz svojega otroka trpinčila, ne, na nek način, ne? A zato, da bo on dosegel te standarde, ki jih mogoče res ne zmore, oziroma mogoče niti ne bi, mogoče mu ne bi niti kaj dost pomagali, če jih bi dosegel. Bi mogoče bil on bolj zadovoljen, da ne bi rabil, ne, s temi standardi se stalno dajati, da bi mogoče njegovo življenje, njegovo poslanstvo nekje drugje, ne. In takrat sem se zjokla in sem klicala to psihologinjo, to predsednico komisije in sem rekla, veste kaj, mi smo se odločili, da bo šel Ivan v poseben program. Pa je bila začela, kako ne, če smo se včeraj smo se pa borili, da gre. Ja, tako ne. Ne, nisem zmogla več. Takrat, ko da bi, takrat prav se mi zdi, da sem začutila to Božjo bližino in sem rekla, ne, Ivan naš ima neko drugo poslanstvo v tem življenju, ne? Neko drugo poslanstvo. In takrat sem pa mogoče res sprejela. Res tisto tako, bom rekla, nekako res večinoma sprejela, no, da je res on poseben otrok in mi se je res olajšalo. Se pa celo življenje ima v tem sprejemanju, verjetno. Tako, ja, se vedno. Dan za dnem moraš sprejeti, da je tak dan, ne? Ja, tako, žalovanje je tako, ne, enkrat je bolečina, enkrat je pa prav ni, ne, pa spet pride trenutki, pa se zjočem, pa se k njemu stisnem, pa pride bolečina. Čeprav, ko gledam zdaj vse to življenje naše, ne, in ko razmišljam o njem in tako naprej, kolikrat gre jaz s Ivanom pa mu rečem, Ivi, glej, ok, za neki si mogoče res prekrajšan, ne vem, čeprav on je res zadovoljen fant, ne, in to tako v šoli rečejo, ne, in kako ga imajo vsi otroci njega radi, kako ga vsi pridejo, stisnejo, kako so vsi najbolj pozorni, to je res neverjetno, ne, on prav oddaja to toplino, to čutnost, nobene agresije nima v sebi in tako, ne. In zdaj mi je misel šla, nisem točno ve, kaj sem zdaj hotela povedati. Drugo, glede sprejemanja, ne? Ja, ampak ja, veliko krat k njemu, ko pridem jaz kdaj v kakšnih takih, ko pridem v neki stisko, ko rečem, joj, koliko moram še to pa narediti, pa še to, pa še vse to, pa imaš 100 stvari v glavi, kaj še treba, pa od položnic dalje, ne, pa tako naprej. Ne, čist take, se kaj vidiš, Ivi, ne, ti si za nekaj prekrajšan, ampak ti pa ne treba pa to skrbeti, pa to, ne, viš, ne, in tako on me včasih prav gleda, ne, in rečem, ja, Ivi, vidiš, ne, tako, ne, vsak ima nekaj in vsak nekaj nima. Nikoli ne more imeti vsak človek vsega, ne. In tudi v tem duhu probamo Pavlja vzgajati, ne, Pavla, no, mi mu rečemo Pavli, ne, torej tako, no, in potem, ko smo, zanimivo, kdaj je pravzaprav bilo sprejetje, tisti trenutek, ko smo se odločili še za Pavla. Ker do takrat ni bilo prostora. Jaz sem rekla, ne bomo, mi dva s Petrom sva rekla, ne bova imela več nobenega otroka, ne. Res, Ivan, zanj bova skrbela, zanj se bova, njemu moramo vse omogočiti, vse, ne. Ampak, ja, ko je pa prišel ta prostor, ta odločitev za še enega otroka, takrat pa res čutiš, da si ga res sprejel in da si tistega zdravega otroka, da si se poslovil, ne, in si sprejel tega bolnega otroka, tega našega Ivana, ne. Tak, kot je. Ne? Tako je, to je zdaj naš Ivan in jaz pravim tako. In se mi zdi, da tudi do tistega trenutka, ko sem jaz prišla do spoznanja, koliko me ta otrok naučil in me še vedno uči. Ne? Koliko me ta otrok naučil
on je zame največja knjiga modrosti. Jaz pravim, da je hujška svetopismo. On me je res toliko naučil, da mislim, to je res, to je toliko znamen mi dal, sam ustaviti se moramo pa prisluhniti. Ja. In on me vsak dan uči. Jani, jaz vsak dan, ko se vstanem, pa se mi ne da hoditi, pa tudi, ko sem se upisala, jaz sem se pri 47 letih upisala na študij psihosocialne pomoči, ko sem tam na teološko hodila, tudi kot katehistinja, to se mi je meni včasih tako težko učiti, s tako lahkoto, ko se zdaj učim, ampak jaz sem rekla, ok, 47 let sem stara, a lahko še kaj naredim s svojimi možgani. Glej ga, Ivi me na vsak dan to spominja, pa mi rečemo, sam zdravje pa bo. Pa so otroci po 10 ur na telefonih, na računalnikih, na televiziji. Pa so zdravi. Ja, kaj ti pomaga zdravje? Meni se zdi, da takšni otroci, kot je Ivan, ljudje, tudi, bom rekla se s oviranostmi, nas prav na to morajo opozarjati. Naredi, če imaš noge, če imaš roke, če imaš pamet, naredi nekaj iz tega. In jaz sem se upisala na ta študij, jaz verjetno nikoli ne bi tega študirala, ali pač, ker odnosi so me vedno zanimali, in tako, ta pomoč tako ljudem, ampak Ivan je bil pa tisto, kar sem zaradi Ivana, on me tega naučil, on me je spodbudil, ja pamet imam, a bom jaz še kaj naredila, a bom jaz, ko bo on dobil svojega osebnega asistenta, čez 2 leti, ko bo 18. Ja, kaj bom pa jaz delala? A bom kar nekaj delala, samo zato, da bom nekaj delala? Zdaj si tvoja zaposlitev je bila to, da skrbiš katehistinja. Ne, ampak zdaj, odkar je Ivan, je tvoja zaposlitev v bistvu to, da skrbiš za njega. Tako, to država, vsem tako bolnim otrokom, kot je Ivan, pripada staršem, delno plačilo za izgubljeni dohodek, minimalna plača, prej ni bila, zdaj je zadnje 2 leti se usklajuje z minimalno plačo. In sem rekla, bom jamrala, kako nekaj ne morem delati, a bom nekaj naredila. In sem šla res potem to študirati. Peter, imam vso podporo tukaj, Peter me podpira tukaj 100%. Res, to pa moram reči, da če nimaš ti podpore partnerja v vseh teh, in če mi dva s Petrom ne bi bila pred Ivanovo boleznijo, imela neke temelje poštimane. Koliko časa sta bila skupaj preden? Pred Ivanom, mi dva sva skupaj od 99. leta. Torej, Ivan je pa rojen 2009, torej 10 let. 10 let sta imela v bistvu za pripravo. Za pripravo. In mi dva sva ogromno gradila na zaupanju. Že prej sva hodila veliko k patru Kristjanu Gostečniku, že na te zakonske skupine, potem tudi na to šolo za zakon in tako. In vedno sva vedela, da zaupanje je temelj za vse. Karkoli se nam zgodi v življenju, karkoli pride, kar niti ne pričakuješ, ali pa tako, vedno je zaupanje tisto. Partner je prvi tisti, ki mu poveš. In to res, tle sva ful gradila, in to se je potem poznalo, čeprav potem, ko pride bolan otrok in tudi pol kasneje, tudi ko je prišel zdrav otrok, vidiš, kako jaz vedno rečem, kako se tale zadrgica, vidiš, da je odprta. Zelo odprta, in da bo treba spet nekaj narediti, tako, ker skrb za tako bolnega otroka, včasih res pozabiš na odnos s partnerjem, in ko se začneš, potem seveda pride do prepirov, vsak sva na svojem bregu, vsak svoje vlečeva, vsak svoja hrepenenja ima pričakovanja. Ti nisi več žena, si žena, pa nisi, ker daš toliko, vložiš, si utrujen, potem ti ne moreš biti več toliko žena, kot si bil prej, in on, moški pa se vedno pač čuti, potem pa še mičko zapostavljen, in partner, in ker ti skrbiš za otroka in si utrujen in potem ni tega časa, zato bom rekla, rast v odnosu, rast v zakonskem odnosu. In tukaj sigurno se ustaviš in vidiš, in rečeš, ok, to pa ni tako, to si mi dva nisva tako predstavljala, da bo najn odnos takšen bil. In je bil, nek trenutek je bil podhranjen, to je bilo dejstvo, in tudi zdaj zelo prav načrtno stvari načrtujeva, prav tako zavestno se odločiš za to gradnjo potem. Ko si starš, moraš veliko stvari načrtovati, tudi če nimaš bolanga otroka. Točno to, tudi, vse, ko je prišel zdrav, to je bilo pa treba še bolj načrtovati. Ampak je bilo to sprejetje, jaz pravim tako, zato jaz pravim na tej fakulteti, mi je ogromno dala moja res velika ljubezen kognitivno-vedenjska terapija. V bistvu, tako lepo, tako ko razmišljamo, tako živimo.
In jaz sem morala začeti, jaz sem takoj vstopila v proces kognitivno-vedenjske terapije, takoj z vstopom na študij, ne? Tako da sem tudi iz te strani ful spoznavala kognitivno-vedensko terapijo in potem tudi kot študij in vidim, koliko mi lahko z našimi mislimi spremenimo naše življenje, kako lahko lažje postane. Kako lažje postane in res veliko in tudi tako s Petrom, zdaj sicer Petr je včasih jezen, ker doskrat, kadar mi potem imamo neko znanje, verjetno dobro vidva s tvojo ženo sta oba terapeuta, ampak kako ćemo včasih malo terapirati partnerja, ko imamo zdaj to znanje, lej Petr, zdaj pa to pa ni fajn, in jaz se tega zavedam, tako da ampak prinašam nove informacije, Petr tudi rad prebirate knjige in tako naprej, tako da se potem tudi o tem skupno pogovarjava, veliko si mi dala enih istočenc, ki bi te še kaj tako kakšno podvprašanje dal. Ampak jaz bi se še ostavil malo na tem sprejemanju, ker se mi zdi zelo ključno. Jaz sem tako tudi, ker sem po svojih žlahti, prijateljih ali pa ne vem, še ker sem bil bogoslovcem, malo spremljal te skupine Vera in luč, pa potem tudi v terapijah pridejo pari, ki imajo bolne otroke. In se mi zdi to sprejemanje tako mogoče celo najvažnejša stvar, če ne ena izmed bolj pomembnih v tem procesu, ker tako, če bi zdaj grobo malo razdelil v bistvu in otroke, predvsem pa starše, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, se mi zdi, da lahko pride ena sproščenost pa eno veselje pri tistih, ki grejo čez ta proces sprejemanja, da v bistvu spustijo in da tam, kjer se pa skozi neki matrajo, pa nič spet z nobenim obsojanjem ne govorim, ampak čist opažanja, oboji so dobronamerni, oboji hočejo najbolj svojemu otroku, ampak nekje še ostane v tem, ko si ti rekla, preden ste šli v Nemčijo, oziroma preden ste se odločili, da ne bo šel niti na ta, bi rekel, najprej smo hodili, da gre v nižji izobrazbeni, potem pa poseben. Tako, ko ste sprejeli, da ne bo šel v nižji izobrazbeni standard, se pravi, ti takrat nisi bila nič slabša oseba, ti si se isto borila, vse hotela najboljš, ampak v čustvih se nekaj spremeni. Se pravi, kako bi ti tako svetovala tem mogoče parom, staršem, ki se trudijo sprejeti. Tako, kar jaz razumem, je tako, da v bistvu, ko si v tej fazi boja, upanja, je veliko ene živčnosti. Mi smo živčni, mi se borimo, mi upamo, strah nas je, kakšni bo rezultati, kakšna bo tam diagnoza. V bistvu je naš fokus vse posod. Nekaj, kaj lahko mi naredimo, nekaj pa tudi na tistem, kar ni od nas odvisen. In tukaj je vir stresa, ko imamo fokus na te stvari, ki niso od nas odvisne. Ker nimamo vpliva. In se mi zdi, da če smo v tem, to nikoli ne mine. Ta strah ne bo nikoli minil, ta jeza ne bo nikoli minila, ta živčnost ne bo nikoli minila. Čim pa v bistvu sprejmeš, pridejo pa tem solze. Pa pride en val žalosti, ki je grozen. In se mi zdi, da to se v bistvu strašimo. Strašimo se tega, zdaj smo pa obupali. Izguba, izguba te predstave, kako bi mogli biti. Ampak ta žalost, to pa enkrat mine. Stres nikoli ne mine, če smo tam. Nikoli se ne bomo mogli toliko zboriti, da bi to popravili, ker je pač taka diagnoza in lahko se sam pač čudež zgodi. Tam pa v bistvu kakorkoli grozna ta žalost, enkrat to, kakor ena reka odteče in potem je pa prostor za eno veselje pa sproščenost. Jani, ne pri vseh. Sej to je ta proces. Pride še, tako, hočem to povedati. Nek tak žalovanje približno tako kot povsod. Nekako je čeprav vsak žaluje po svoje, tako da zdaj se razumemo. Ampak tako žalovanje nekako poteka
približno tako do 2 let. Ne? Zdaj pa, če je človek v tem žalovanju že 5-6 let, ne, tako potem, ko je nekaj izgubil, ne, je to že majčkena patologija. Ne? In tako absolutno je potrebno potem poiskati si pomoč. Ampak jaz bi pravzaprav tako, ko smo mi vse to doživljali, ne, torej 16 let nazaj, mi nismo imeli nobene podpore. Tudi na kliniki ti ne dobiš nobene podpore. Ne. Mi smo imeli edino kliničnega psihologa, ki je testiral našega otroka, včasih nas je vprašal, kako se počutimo in tako naprej, ampak to je bilo pa tudi vse. Ne. On je testiral otroka in nam vedno napisal, zaostaja toliko in toliko za svojimi vrstniki. To je bilo nam še bolj grozno, nobena podpora nam ni bil. To ne pomaga. Ne, klinični psiholog nam ni bil podpora v smislu, da bi mi to lažje šli, ne, skozi neke faze. Ne. No, in zato sem se tudi jaz mogoče spet odločila tudi za ta študij. Ne. Ivan mi je seveda dal največ tako, da bi pomagala, ne, tem družinam, ki se soočijo, ne, s takimi diagnozami, ne, in se sprejemanjem potem takih diagnoz, da bi lahko pomagala. Ne. Ker to je, meni se zdi, da če bi jaz takrat imela pomoč, najbolj nam je znal naš nevrolog pomagati. Pa ni psihoterapeut, nič v tej stroki, on je nevrolog. Ne. Imel pa en občutek. Imel občutek, jaz sem, ko sem šla nazaj prav maile enkrat brati, kako je on imel občutek, kaj lahko v neki fazi reče. Ne? Ne? Ti ne smeš dati človeku lažnega upanja, itak da ne, tudi sploh kot zdravnik ne, ampak on ni dajal lažnega upanja, on je dajal pravo besedo na pravem mestu, da si ti lahko preživel tako, da si ti lahko preživel tisto obdobje, ne? Da si ti lažje preživel, ne? Da si lažje preživel tisto obdobje. Ne? In zato je tako pomembno tukaj, da bi... Kaj pa je, a se spomniš mogoče, kaj pa rekel? Škodi, če bi to vedela, da bom vprašala, bi prav... Verjetno se spomniš sam enega občutka, ki vam ga je dal, ali pa kakšna beseda, ki ti je res pomenila? On ni nikoli neki, prav spomnim se njega, ne, tako, on ni nikoli obljubljal, ne, da se bo Ivan pozdravil, ne, nikoli, ne. Ampak vedno je bila, zdaj gremo to, naprimer, ko smo šli na to kirurško. Ne? Naprej je gledal. Naprej je gledal, ja. Je rekel, zdaj še ta možnost obstaja, ne, da smo šli lažje. Jaz pravim, da verjetno nam je bilo veliko lažje, ker je šlo to po korakih. Ne? Da ni bilo kar naenkrat konec, zdaj pa fertik, ne? Zdaj pa bo, ne, v enem trenutku, da smo mi izvedeli. Pri nas je to, spremljali smo Ivana toliko let, ne? Je še obstajalo upanje, zdaj se da še malo popraviti. Ne? Nevrologinja nam je rekla, da bo invalid, da bo na vozičku, ne, pa danes ni na vozičku, ne. Imamo voziček, ker njemu se včasih ne da hoditi, tako, ne. Ampak, če mi reči, tako, ne, včasih tega nam nikoli ni rekel, ne, naš doktor Sredkar, pa bo to, nikoli, on nam nikoli ni naprej upanja jemal in nikoli ni obljubljal, pa da bo pa vse v redu, ne. Da je pa občutek, da je z vami, a ne? Ja, da je z nami, to je bilo pa taka opor, jaz to ne znam povedati, to, tudi ko smo mu pisali mail, ko se je kdaj kaj zapletlo, jaz ne vem, kdaj je ta človek študiral in spal in vse in imel 30 takih, bom rekla, sitnih staršev, ko smo bili mi, ker mi to smo stalno, starši, ki ima tako bolne otroke, stalno pišemo in kako bomo spremenili. Že sam sebi na živce. Ja, ampak treba spreminjati zdravila, tle ogromnih zdravil Ivan proval, po moje 40 vrst zdravil, kombinacij med sabo, ne, zaradi tega, ker nikoli ne veš, kaj enemu otroku lahko pomaga, ne, da ti malo ukrotiš te napade, ne. In ta človek, on je ob 3 odpisoval, mislim, drug dan, vse je bilo, mislim, nikoli ga, neverjetno, jaz res časih rečem, ne bi zmogla biti zdravnik, tako kot je naš nevrolog, nemogoče, mislim, to se mi zdi, da gre na človeške zmožnosti, ne. Ali pa, da je to res neko poslanstvo, spet, ki ga lahko samo, ne, izbranci opravljajo, ne. Če si srcem tam, ne. To je pa spet naše razmišljanje, ne. Ali boš ti, ali je zdaj ta tvoj poklic eno veselje, ne breme, ampak ne, da ne vidiš to kot breme, ampak da je tebi to, da nekomu res nekaj pomagaš. Ne? In če ti tako hodiš v službo, ne, in če ti tako razmišljaš, potem bo tvoje življenje lepše in lepo. Ne? Če pa ti kot breme, zdaj bo spet unji pacient, bi te že vzebo to, ne,
je pa potem to pa res groza in pride do izgorelosti in tako naprej. Ne. Ljudje se mi zdi, da tako razmišljajo, ne, in ka svoje poklice jemljajo in ka nekaj naredijo tudi za ta svoj poklic, ne, se on je ogromno vložil v svoj poklic. Ne. Verjetno zaradi tega je potem verjetno tudi on pride utrujen in tako, ne, pa zna tudi takrat verjetno mejo postaviti. Ne. A greva lahko mogoče, ko si omenila zdaj zdravnika, ne, kaj bi si tam želeli, mogoče tudi na ostale ali prijatelje, sodelavce, žlahto, sosede, mimoidoče, ne vem, druge otroke. Kako, noben si ne želi prizadeti take družine, ne? Kaj šele tega otroka, ne? Tako. Ampak tako včasih se mi zdi ne znajdemo, ne? Tudi ne vemo, a si ta družina mogoče bolj želi mir, pa da jo pustimo primer, pa da se bojo že vprašali, če kaj rabijo, ne? Kaj recimo čisto iz tvojih oči, kaj ti je največ pomenil, ko je nekdo prišel, a ne? Jaz se spomnim čistko, da sem enkrat pri vas, ko smo bili doma, a ne? Pa je Paul Ivan prišel, ko je bil, ne vem, verjetno pri babici, a ne? Neki se je tam, ne vem, se je vlegel na tla, usedel na tla. Vlegel, on se zelo rad. Ja, jaz sem kar prišel, pa sem ga malo poboril, sem rekel za roko, kje si Ivan, a ne? Tako meni se to zdelo čistko naravno, ne? In jaz sem pač videl, koliko je tebi to pomenilo. In sem pa takrat začutil verjeten, pa vsi tako ne reagirajo, a ne? In da v bistvu tebe zelo boli, a ne, čist kot mamo, se mogoče bi bilo zanimivo še Petra slišati, a ne, kako on kot moški, kot oče tega otroka to doživlja. Kaj bi ti rekla, a ne, tem, ki se srečujejo, a ne, recimo s takimi družinami, kjeri besed ali pa rekel gest se je dobro izogibati, kjera so pa dobrodošla. Recimo, se verjetno ste tudi starši različni, a ne? Ne želi si vsaka mama to, kot ti, ampak recimo že ti osebno, kaj pa si želiš? Zato to se lahko tudi povezuje prej na tiste starše glede žalovanja, sprejemanja. Ne? Vsi drugače. Tako vsi drugače. In zdaj tisti starši, ki res težko sprejemajo, ne? Jaz pravim, tako v psihologiji se zelo lepo reče, ne, ta fiksna pa razvojna miselnost. Ne? Zdaj lahko se zafiksiraš v tej misli, konec je vsega, zdaj imamo bolnega otroka, zdaj je naše življenje končano in to je brez smisla vse skupaj. Ne? Lahko se pa lepo sprejmeš to razvojno miselnost, rečeš, ok, zdaj imam bolnega otroka, kaj mi ta otrok uči, kaj lahko iz tega potegne je zase najboljše. Ne? Jaz si res ne morem misliti, tako, ker sem potegnila iz tega, ker res to psihosocialno svetovanje, nekaj me tako zelo zanima in komaj čakam začeti delati. Ne? In jaz sem to res iz tega potegnila. In sem rekla, jaz bom imela sanjski poklic do konca življenja. Ne vem, če ga bi imela, če Ivana ne bi bilo. Ne? In torej, zato, ker sem sprejela to. Ne? Lahko bi se po tih fiksni miselnosti. Ne? In ravno to se tudi potem povezuje, kako ti starši, ki so v tej fiksni miselnosti, v bistvu najrajši vidijo, skrivajo mogoče tudi svojega otročka, kako je to težko, kako ti ljudje trpijo, skrijejo ga, ne želijo, da prihajajo ljudje, se stran ozirajo, nočejo, da jih nekdo pogleda ali pa tako. Meni je pa ful težko, kadar se ljudje stran obrnejo. Jaz bi si pa želela, da se kdo, najboljše, ko pridejo kakšni otročki, pa se tako postavijo, pogledajo pa jih mamica, stran odine. Ja, mamica se pa boji, da bo grdo izpadel kam bolj. Ja, pa jaz rečem, pa gospa se vede gleda tega otročka, ali pa kaj na vozičku, naprimer Iva, ali pa tako včasih hodi bolj on hipotonje, pa bolj pijano hodi, pa usta ima odprta, nekaj hipotone in ko še tako gleda, kam pa ta fant tako usta odprta, pa tako. In mi je ful lepo, ko pridejo, kaj pa z vašim fantkom, pa povem, kako se kar prostor tako, odpre, ni več tega napetosti, in tako, in normalno, in to, ki bi še dodala, Jani, zelo pomembno, zakaj se pravzaprav to dogaja, zakaj starši skrivajo svoje otroke, ki so drugačni in zakaj, bom rekla, se ljudje obračajo stran in nočejo tega, ker niso soočeni z drugačnostjo. Ker je naš sistem, mislim, se verjetno, ne vem, kako je v drugih zahodnih državah, vem, da v nekaterih skandinavskih državah je ena šola za vse otroke, mislim, da do 7. Zdaj ne vem točno v kateri, ker sem prav poslušala en intervju, enkrat ene gospe, ki je bila tam na izobraževanju, ampak zakaj? Zato, ker mi že v vrtcu, kakor je otroček, ima neko motnjo v duševnem razvoju, ali je
malo bolj poseben, ne, je takoj komisija za usmerjanje in takoj otročka dajo v razvojne vrtce. Nimam nič proti razvojnim vrtcem. Jaz pravim, da starši morali bi imeti na razpolago, ali gre otrok v reden vrtec ali v razvojni vrtec. In mi smo pri Ivanu. Ivan je šel torej pri 5 letih in pol, ne, ker je on bil potem malo boljši, šele s 5 leti in pol je šel on v vrtec. Ne. In noben vrtec ga ni sprejel, posod so rekli, jo veste, ne, to ne moramo, ne, posod so videli Ivana kot breme. Potem smo pa najdli eno ravnateljico v Dobrovi, jaz moram to prav povedati, ne, in so ga bili pripravljeni sprejeti Ivana. In ta vzgojiteljica njihova pa ni videla Ivana kot breme, ampak kot izziv, ne, a to razmišlja, ne, ta kognitivno-vedenjska spet ne tukaj zelo pokaže. In neverjetno, ona je rekla, nikoli nobene težave, nikoli in ni delal problema ta otrok. In kaj je bilo samo doprinesel je. Vsem tem otrokom, ki so z njim bili tiste 2 leti v vrtcu, so se učili drugačnosti. In tem otrokom, ki so bili z Ivanom, bo veliko lažje potem videti nekoga, veliko lažje bo pogledati nekega invalida, ker je imel možnost, možnost učenja živeti z drugačnostjo. Ne. Lahko jaz bi sam malo pod vprašanje, ker veliko stvari poveš in pol je meni kar, to bi me še zanimalo, to bi me še zanimalo. Čist omenila si ta fiksni mindset in pa tak razvojni. Tako, Se pravi, pa to so šla, tako, kako lahko starši sprejmejo. Se pravi, kako greš iz tega? Ker verjetno veliko staršev tle, ki imajo tazga otroka, bo to poslušali, bo rekel, lahko je to govoriti. Ampak kako dejansko, kako pogledati onkraj, kaj me ta otrok, a lahko še kaj več o tem rečeš čist, kako naj en starš, tam, ne vem, dobro, tukaj je epilepsija, pa verjetno še druge stvari, ker jaz ne znam to vse ponoviti, ampak ne vem, lahko je nekdo invalid, lahko je Downov sindrom, lahko, ne vem, je nekdo bil do 12. leta v redu, pa je pa prometna nesreča, pa ima možgane poškodovane. In kar se mi zdi, da je problem, v bistvu je ta velike čist ene fizične, tehnične skrbi, ki ti vzame čas, ki ti vzame živce, plus tem, da se moraš soočati s temi čustvi. Se pravi, kako sprejeti tega otroka, jaz mislim, da veliko staršev je mogoče tudi srama, se prebudi in imajo potem občutek krivde, da jih je srama, da niso ponosni. Oni bi želeli biti ponosni, pa ne zmorejo. Pa jih je sramiti se z vozičkom, čez vas. Tako, kaj bi ti rekla, kako pač zdaj, če rečemo VKT, gre ta fiksni mindset v razvojni, kako naj en starš se s tem sploh sooča? Jani, jaz sem se tega tako naučila, v bistvu tudi zdaj na fakulteti, ma tudi že prej verjetno, to je tudi tukaj osebnost človeka, tudi kakšno je bilo prej življenje pred tem, in tako naprej. Ampak jaz pravim, da če si človek, ker to je neugodno življenje, to je težko življenje, to je žalostno življenje, ko se nekdo tako zapre. Ti ljudje so žalostni, in res potem ruminirajo samo v tej žalosti, in to je začaran krog. Zato bi moralo biti to možnost že na kliniki, res, tam, kjer je tisti otrok, kjer se ta diagnoza začne, imeti možnost vstopa nekega psihoterapeuta, ki je in po možnosti z izkušnjo, zato da je res lahko v polnosti razume tega človeka. To je, jaz mislim, in da jim odpre to širino. Tako, širino, te možnosti. Pri nas je zelo težka, dostakrat so naši možgani, sploh če smo do takrat tako živeli, ta psihološka fleksibilnost je zelo pomembna tukaj. Izjemne, ker ljudje, ki najbolj trpijo, ki se najbolj ruminirajo vedno v teh težavah, nimajo te psihološke fleksibilnosti. In zato je tako pomembno odprti to razvojno miselnost, da tukaj se ne konča naše življenje, zato imamo mi bolnega otroka. In jim tudi mogoče tudi potem usmerjati čim več pričevanj staršev, tudi v bolnišnice,
Da pridejo, da pokaže, poglejte, mi smo tudi imamo bolnega otroka, ampak poglejte, kako mi živimo, mi boljše. Jaz pravim, da jaz živim veliko bolj kvalitetno življenje kot pred Ivanom. Žal, jaz rečem, a se mi je res moral ta otrok roditi, nama s Petrom, da sva določene stvari videla. Je težko včasih, govorim, kar se tiče fizično, je zelo težko, vse se moramo prilagajati. Več stvari vidiš. Ja, tako moram reči in bi bila zelo, zelo dobrodošla pomoč nekega asistenta, da ti lahko greš en dan mirno nekam, pa bi šla sama z možem v hribe za 2 dni, ali pa s Pavlom sami, se zelo lepo organiziramo, imamo sestro, moja sestra, mislim, moja mama že stara, mi veliko pomaga, tudi oče, ampak sestra, brez nje ne bi preživeli, hočem reči, tudi to se soočajo družine, ker nimajo pomoči in je to res grozno. In to bi bilo treba že na začetku poti imeti ta možnost, da ti nekdo razširi ta prostor, da ni samo to, ampak glej, tudi tle se ti odpira, kljub temu otroku. Tako, ko te poslušam, mi tako prihaja, tako bi mi mogoče v besednjak enega ZDT terapeuta, bi rekel, doskrat smo ljudje neke žrtve, v resnici žrtev, se pravi, prvič je pač žrtev, mogoče taka čudna beseda, ampak zgodila se ti je krivica. Sprav, otroku se je zgodila krivica, ker je dobil neko bolezen, ki se je ni zaslužil. Ti kot starš se ti je pa tudi zgodila neka krivica, ker imajo vsi tvoji vrstniki otroke, ki so drugačni, in se ti zdi, da se ti je zgodila krivica. In se ti je resnici je. Ampak potem pa ta celo to je resnična žrtev si takrat. Ampak je razlika med žrtvijo pa vlogo žrtve. In to, kar ti govoriš, veliko je še opcij, ampak tudi ti te opcije ne vidiš, zato ker si v vlogi žrtve. Ne vidiš, da si lahko s tem pomagaš. Ne vidiš, da mogoče si se zaradi tega povezal z nekatimi prijatelji, ki se sicer ne bi. Ne vidiš, da je tudi za sorojenca nek plus v tem vidiku. Ja, nisem tukaj, oprosti, da mi ne bo misel šla. Vidim pri Pavliju, koliko se je on naučil, koliko se on tega sočutja naučil. In tudi on pripelje vse sošolce, veliko sošolcev zredi domov. Kako Ivana sprejemajo. In hočem reči, tudi za sorojence. Včasih potem še sorojence družine lahko v to vlogo žrtve in si pol skozi v nekem jamranju. Tako, jamranju. No, in ta vloga žrtve, to je meni. To pa res, če pa res kaj ne maram, se postaviti vlogo žrtve. Vlogo žrtve je najlažje iti, ker ne rabiš sprememb delati. Spremembe je vedno težko delati. Tudi če so na boljše. Tako, tudi če so na boljše, je vedno, ker ti si zdravega otroka, gre v šolo in tako vse. Lepo pa si treba neko spremembo. Ampak v bistvu tudi sebi pomagaš. In v odnosu do vseh ostalih. In ta vloga žrtve gre meni zelo, zelo ker ti moraš, ti povsod porabiš energijo, karkoli se ti v življenju zgodi, če želiš spremeniti na boljše, ali te je sram, ali te je strah, ali se ne vem, vse to, kar čutiš, ti moraš iti vedno v akcijo. Ti moraš iti sramom v akcijo. Koliko je teh tehnik v vedensko-kognitivni terapiji, naprimer, ki moraš ti preverjati ta naša prepričanja in tako naprej. Kolikrat moraš ti izbrati, z veliko srama greš ti nekam, to me pa sram vpraša, to pa ne grem tja zdaj prositi ali pa karkoli, ampak to moraš narediti. Doma se ti ne bo nič zgodilo. Tole bi še rad s tabo govoril, da ne bova predolga, ker to sem v bistvu, zato sem te najbolj povabil, pa sem šele zdaj do sem prišla, ampak nič hudega, ker je bilo to zdaj to zanimivo. Vidva s Petrom, rekla si že, kako sta se vozila tam iz Nemčije, oba v tišini, ti ste gledala tam gor v tiste koruze pa v oblake, in to zadrgo si omenila. Kako to zadrgo popraviti, kako jo nekako skupaj zapenjati, če veš, toliko enih razpok je, toliko v bistvu tudi, v tvojem primeru oba vajina otroka zahtevata naju, v bistvu kričita po eni pozornosti in skrbi. Kako se vidva lahko najdeta, da je še vedno
vajen odnos na prvem mestu? Ja. Tako v bistvu res takrat tisti trenutek je prišel, ki mi res, nekaj sva s Petrom res rekla, nekaj morava zdaj narediti. Ne? Mislim, mi dva zelo rada prebirava tudi kakšne knjige, pa tudi določene revije, jaz ne vem, lahko zdaj to tukaj povem. No. Dajmo reči, to družina in življenje, mi dva tudi podpirava že tako, ne, to itak že odvedno. In v bistvu takrat res sva rekla, daj pa greva zdaj enkrat sama lepo na seminar in nama je res takrat uspelo, ne. In Peter mi reče, kako je pa bilo to dobro, ne, tako je fajn, ker je bilo njemu res to. Da moški to pove, ne. Ja, ker jaz se mi zdi, da sem malo manj zahtevna, tako, ne, da ne vem. Ker ste veseli sam, da se gre, pa da moški pride zraven. Ne? Ja, pa da se z mano pogovarja, pa tako, ne. Moški pa se mi zdi, so malo bolj zahtevni v tem odnosu, ne, in tako. Pa nič takega, ne, to smo si različni in včasih je res malo težko, ne, da eden drugmu pridemo tako čist naproti. No, in glavne smo šla in je bilo res fajn in tam so 100-krat ponovili, ne, to zavestna gradnja odnosov, ne, ta Dani Sitter, to je večkrat omenil, ne, in tudi ta njegova zgodba in ta pristnost, ne, ta njegova avtentičnost, ko sta bila tam z Vilmo, to te tako prevzame, ker rečeš nikjer, mislim, doskrat mi idealiziramo odnose, ne, profesor Kristovič je rekel, ne, idealiziranje hudičeva past, ne, in to se doskrat zgodi ravno pri teh krščanskih zakonih, ne, in to meni ni všeč, ne, to mi ni všeč in to sem res poznala, da pravzaprav res, odnos je gradnja, ne, in za odnose je treba odločiti, vedno, ne. In če je gradnja, pomeni, da ni popoln še. Da ni popoln, tako, ne, in tudi, kad ti hiša nikoli ni popolna, vedno moraš nekaj dodelovati, nekaj prenavljati in tako naprej, ne. In ko ti enkrat to spoznaš, da pač to ni idealno, ne, je tudi veliko lažje, ne, ker nimaš nekaj vzem, mora biti vse popolno, nikoli se ne sme skregati, nikoli nič, ne, ampak vidiš, da včasih, ko se sporečeš, pa skregaš, pa tako, ne, pa, ne, okej, pa da se ustaviš, ne, okej, zdaj pa smo v tem trenutku, ne, in zdaj kaj pa bilo narobe, si lahko podeliva, ne, pravzaprav, zakaj te pa to zmotilo, zakaj si pa čutil, nekaj tukaj se spet odražajo, seveda, tu boste vi, zakonski terapeuti bili vedeli, spet ti vzorci, ne, tako za nazaj se spet to vse prepleta in tako, ne, si hotel vprašati nekaj? Ne, mogoče čista, da daš iluzijo dol, ne, se pravi od odnosa, ampak pol verjetno tudi od vsakega posebej, ne? Se pravi, jaz kot mož nisem popoln in da tudi sprejmem, da žena ni popolna. Se mi zdi, da drugače je veliko enega obsojanja, ne? Lej, to nisi prav naredil. Ja, pa res nisem popoln. In to je, Jani, pri nama se zdi to večkrat začelo, da pride do bockanja, čeprav se mi zdi, bolj, ko se bockava, bolj rasteva, ne, tako, se mi zdi pa, da je bolj pa poln in da več veva eden o drugem. Pavel je bil tisti, ne, ker Ivan nam ni mogel tako gledala nastavljati. On je mal potreboval, res, mislim mal fizično, to je veliki nege, ampak to, da si bil z njim. In on ti ni nastavljal gledala. Mogoče včasih, kakšen trenutek, če si se kaj skregal, je bil on hitro žalosten. Ampak Pavel pa nastavlja gledalo, on tudi pove, mama, ti si bila krivična, ati ti si bil zdaj krivičen. Ne, tako, tudi, ne, mislim, neverjetno, ne, in pol Peter bi sicer včasih rekel, pa kaj, on začne opravičevati sebe, se ka Peter ne opravičuj. Pavel nam je nastavil gledalo, nekje sva ga zdaj mečkan, ne, tako, mečkan, ne, nisva šla čist po ta pravi poti, ne. Ja, in začneš spreminjati in potem se začneš tudi mi se ful pogovarjamo o čustvih, o občutkih, kaj zdaj ti občutaš, ne, kako se zdaj ti počutiš ob meni in si doskrat tudi poveva s Petrom, kako se ti ob meni, ko vse so njemne in tako, mečka še ti vzorci nazaj, mislim, prahajajo včasih ven, ravno zaradi Pavla, sem videla, da koliko je mojih, ker pri Ivanu tega nisem čutila, ne, ampak pri Pavlu pa prav vidim, koliko to za nazaj, pa zdaj šele to meni prahaja, ne, resnih nekih vzorcev, ne, iz primarne družine, ne. Joj, to pa jaz ne bi tako, ko sem jaz to doživljala, ne, in ker ob Ivanu tega nisem doživljala, tako, kot zdaj ob Pavliju, ne, in pridejo tako res kakšne stvari, ko rečem, wow, poglej, koliko imamo še za narediti, ne, tako. Tako da ta zadrgica, tako čutiš, tako da se zapira, ne, tako spet zapira, nikoli se ne bo prav popolno zaprla, ne, pa se bo spet malo odprla, pa se bo spet fajn zaprla, ne, to je odnos. In ko to enkrat to priješ, nikakor pa ne dovolim, da bi šla pod polovico.
To si pa tako neželjivo, da bi šla pa spet. Na pol spet. Ja, tako, ker takrat mislim, da so ti temelji, če so, ne gre nikoli do neke podtretjine, če si jaz to neko svojo sliko predstavljam. Omenila si, da si vedno čustva povesta. Ja. Zelo sta iskrena. Zelo sva iskrena, čeprav jaz to hitro povem svoje čustva, Peter rabi nekaj časa. Ja. Ampak kaj je pa zdaj tle, recimo, ti hitro že tako poveš. Ja. A bi rekla, ker če jaz hočem biti iskren, mi zelo pomaga, če na drugi strani čutim eno varnost, da bo to pristno, kar bo iz mene prišlo, da ne bo obsojano, da bo sprejeto, da se bo vzelo za res. Kako to vidva živita, v smislu, a se morata kaj truditi za to, ali to že... Zelo, Jani, zelo včasih, ker se ti ne zavedaš, in to je tako spet fajn. Prav rečem, Petru, spet potem KVT-ju, stop. Jaz rečem, Peter, zdaj bom stop naredila, oprosti. Oprosti. Podzavestno, te naše misli, vedno te naše misli prihajajo iz teh naših prepričanj, ki smo jih nekje v tem svojem zgodnjem otroštvu od staršev pač sprejeli z vzgojo. In naše misli vedno delujejo na podlagi teh naših prepričanj. In reče, zdaj pa stop. In zdaj smo začela ful ozaveščati. Včasih Petru ni fajn to, pa se skregva se tega, ampak potem pa vidi, potem pa videva oba. In pride to do mene, ker začnem že kar naprej obsojati, in on za to začuti, rečem, oprosti, stop, ne avtomatsko, tako kot sem prej imela te misli iz teh mojih prepričanj izhaja. In se učiva, Jani, to je... Jaz pravim, da te šole ne bo nikoli konec. Ja. Samo še to bi omenila, Jani, izjemnega pomena je to, ker sem tudi že prej odnos imela, dostikrat v teh krščanskih zakonih se to zelo idealizira. Jaz sem zelo hvaležna našemu prijatelju, Primožu. Oni so tudi veliko hodili v te zakonske skupine, ko so jih pač ustanavljale župnije. No in je on zdaj ustanovil pa eno zakonsko skupino, je povabil 5 parov. Nas je povabil, prijatelje, in Robček lahko vzame. In nas je povabil, se opravičujem, in nas je zdaj 5 parov in mi razvijamo res, ker si zaupamo med sabo in smo si izjemno, smo rekli, kako je to mogoče, kako je imel tak občutek, da nas je te zbral in mi se zdaj dobivamo enkrat na mesec, vsak drugi petek v mesecu. In vsak par enkrat pripravi svojo temo in to so res globoke teme. In gremo in je težko in zdaj smo bili ravno pri teh vzorcih, kako mi delujemo, kako se hitro skregamo, obsojamo nekaj, kar nam partner naredi in vsi smo tako iskreni in tako je tako fajn, ko vidiš posod, nikjer ni ideala in da posod je treba graditi. In to ti ful pomaga rasti potem v zakonu. In se čutite, da imate vsi podobne težave. Ja. In zanimivo, tudi ko smo približno istih let, kako so neki vzorci bili v določenem obdobju, starši približno isto, na isti način nekako vzgajali in tako naprej. In neverjetno res, kako se to, in kako se to pol to prenaša, in zdaj smo mi tisti, ki moramo reči stop, in našim naslednjim rodovom. Tisti vzorci, ki so bili dobri, jih prenesti, tisti vzorci, ki niso bili dobri, pa jih prekiniti. Tako. Okay. Ja. Za konec ti bom dal še eno vprašanje, ki ti ga je prejšnja sogovornica moja zastavila, pa boš ti pol tudi naslednjemu gostu dala vprašanje, čeprav še ne veš, kdo bo. Ujoj. Ona je dala vprašanje, kaj bi ti priporočala mlajšim generacijam, oziroma ena svet, ki bi ga dala tako, recimo zdaj tako, dajva se na ženske zdaj osredotočati. Si predstavljaš eno punco, 18-20 let približno, kaj, recimo, da tole gleda, ti si pa zdaj, včeraj si imela rojstni dan, in kaj bi pa ti zdaj, kot ena izkušena ženska, dala tam nazaj? Jaz bom tako rekla, da pač, da
jaz bi res dala, to bi vsako nekako položila na srce, da v bistvu, da še vsaka preizkušnja ali pa ne vem, ko ladja nasede, to še ne pomeni, da je brodolom, to je tako lepo eden uspešen Slovenc, zelo lepo povedal in me tako zelo navdihnil. S preizkušnjo se ni še konec življenja. Ko ladja nasede, še ne pomeni, da je brodolom. Tako, Torej, se da še nekaj rešiti. Ogromno se da rešiti, ker takrat začneš mogoče tvoja kreativnost delovati. Če vse tako, tudi pri starših jaz vidim, tako vse želijo, da bi bili samo šola, petke, potem samo učenje, Jaz Pavliju našemu vedno rečem, Pavel, v življenju ni vse samo šola. Mogoče me bo zdaj kakšen učitelj ali pa tako čudno gledal, ampak vidim, da res ni. In takrat tudi otrok ne bo imel to, tako jaz rečem, mi od Pavla ne pričakujemo, on ve, da mi ne pričakujemo od njega zdaj, da bo on odličen, vse verjetno na koncu lahko da bo, lih zaradi tega, ker nimate pritiska. Tako, tudi on, ko briše kakšno črko, pa rečem, Pavel, ne rabiš brisati, ne rabiš biti popoln. Tako, da ima on to že zavedanje in ne rabite biti, mladim puncem, ne rabite biti popolne, dovolj ste, takšne, ko ste, je dovolj, dovolj lepe, dovolj pametne, ampak res, ko pa pridejo preizkušnje, ko pridejo težave, res to ni konec, ni konec življenja, lahko iz tega pride še večja lepota življenja, kot ste mogoče do zdaj poznali. Tako ne se ustrašiti preizkušenj. Mislim, vsi pride nek strah, ampak ne nased takrat. Ja, tako, ne se zlomiti. V bistvu, pejte, iščite, ta razvojna miselnost, to imejte zmeraj v glavi. Ne fiksne, ampak razvojne miselnosti in ta nas potegne iz vseh težkih težav. Se ti zdi, da si ti imela dost tega perfekcionističnega seveda, v teh letih? Seveda se to je čisto samouničevalno vedenje in jaz zaradi tega tudi do nekih let nisem, lahko bi še o tem še veliko govorila, za nazaj, vzorce, absolutno, to je stvar, ki je res, to je samouničevalno vedenje, perfekcionizem, to ne gre v rast, ampak to človek ne napreduje. In se mi zdi, da recimo taki otroci, kot je Ivan, so zelo dobro zdravilo. Vrhunsko. Če želiš videti. Ja, lahko si še vedno, če se odločiš, si lahko še vedno v tem. Bo pa konc s tabo, ker boš hotel spet za otroka perfektnost, vse perfektno, vse nadzor, vse kontrola, In to se tepe z realnostjo. In to seveda, in to potem, pol pa ne preživiš ti, ker telo pa slej ko prej, meni je enkrat sem izgorela, in ti pove, in jaz sem zelo pozorna, in telo ne laže, in tako kot tudi Gabor Mate piše, vsem tem, pravzaprav telo nam vse pove, telo nam vse pove, in ko začutiš, zakaj zdaj, jaz se zdaj vedno res taka v tem mi tudi pomagala, tudi tako res vedno se ustavim, tudi zakaj sem pa zdaj tesnobna, kaj pa je zdaj, včasih kar greš naprej, in ko se ustaviš, spet ta čuječnost in tako naprej, to je meni vse tako pomaga, zdaj v življenju, tako da res veliko stvari je, veliko imamo na razpolago, veliko nam je dano, da si v življenju res pomagamo in življenje res, jaz res vidim življenje kot lepo, pa mogoče ga nisem vedno videla, ampak res, Ivan je bila sigurno ena taka istočnica, da sem začela spreminjati, ali boš, ali boš spet ena taka, kar je rekel Sveti Avguštin, pokrajina pomanjkanja, in ta klopčič, kdo ga skrotovičen, zavozlan, in sam sebi pokrajina pomanjkanja, res sem dostakrat tako čutila, včasih v mlajših letih. Vse se mi zdi, da če hočeš biti prestrašen ali pa jezen, v bistvu to kar samo pride do tebe. V bistvu si lahko v svoji sobi, nobenih misli, Nobenih misli, takoj bo prišlo do tebe nekaj, zaradi katerega boš lahko jezen ali pa prestrašen, ker je to zelo tako preživetveno. Tudi tako nižje je v naših možganih. Lazinski možgani naši, Če pa hočeš biti vesel, pa moraš v bistvu fokusirati se, moraš prav zavestno izbirati to razvojno miselnost, moraš se fokusirati na dobro. Tako. Se pravi, ni avtomatsko. Ne, točno ne.
če gremo po avtomatiki, bomo šli v ta, rekel, neprijetna čustva. Tako, avtopilot, kognitivno nevedenska, ti moraš prepoznati tega avtopilota, in reči stop, tako, ne. Ja, in res za konec bi pa res rekla, misli, ki me pa res v bistvu, ki je, ne vem, res poanta celega življenja, pa je Sveti Frančišek, kako je lepo rekel, Gospod, daj mi moč, da sprejmem tisto, kar ne morem spremeniti, daj mi pogum, da lahko spremenim tisto, kar lahko, in moramo tudi spremeniti tisto, kar lahko, in daj mi modrost, da ločim med tem dvojim. Ja, lepo. Tako. Katero vprašanje bi pa ti dala naslednjemu gostu ali pa gosti? Pa ne vem, kaj bo. Ja. O moj Bog. Joj, zdaj se pa bomo tle največ časa zamudili, ker lahko si vzameš par sekund. Kako je to težko, veš? Ker zdaj mislim, kakšen gost bo. Kaj tebe zanima tako pri ljudeh? Prav te spremembe, prav te spremembe me zanimajo, Kaj, v bistvu, če mene sploh, dostikrat me tako bega to, če ljudje sploh vejo, da se lahko kaj spremeni, Ker dostikrat rečejo, takšni smo, Kako bi lahko to spremenil, če to tako razmišlja? Kako ne, jaz to te vprašam, pol? Kako bi to, ja. Se pravi, vprašanje je, kaj lahko še spremeniš v življenju? Jaz bi rekla, jaz bi dala vprašanje, ali se strinja z mislimi, pa povzameš Svetega Frančiška. Okay. Zmenjeno. Ja, tako. Prav. Hvala, Katja. Meni je bil zelo prijeten pogovor. Meni tudi. Ni bil dolgočasen, tako kot nikoli s tabo. Tako da res sem ti hvaležen, da si vzela čas, da si prišla. Nisi iz Ljubljane, tako da si se mogla malo peljati. Nič hudega. Tako da tudi od gledalcev pa poslušalcev lep pozdrav. Še enkrat povabljeni na portal Ona odnosi. Pejte pogledati, kaj je vse zanimivega tam. Pa se vidimo in poslušamo naslednjič. Lep pozdrav.